Živijo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom nadaljevala, kjer sem zadnjič končala. Danes bom govorila o 9 produktih, o izdelkih za zaščito pred soncem za obraz. In sicer, eni so mineralni, eni so organski in ene vsebujejo oboje organske in mineralne UV filtre. Jaz bom razdelila v kategorije, da so bolj primerni za vse tipe kože, potem kategorije, ki so malo bolj primerni za suho kožo in pa tisti, ki so bolj primerni za kombinirano mastno kožo. Zdaj vam lahko odgovarja katerikoli od teh, to je treba malo preizkušati in probati in boste videli, kaj vam odgovarja. Ok, začela bom torej s kremami za vse tipe kože. La Roche-Posay Anthelios Fluid. V bistvu je to en tak kultni fluid za zaščito pred soncem, ker se res takoj vpije. Ima zaščito 50 SPF in pa, vidite prav, res je tekoče. In pa tudi zelo visoko zaščito proti UVA. Takoj se vpije in praktično ful lep občutek, no. Tako da tisti vsi, ki začenete, ki ne veste, katero bi uporabljali, kupite si tale Anthelios Fluid. Mislim, da pri nas na trgu jih je zmanjkalo, zato sem jaz linkala od spodaj v bistvu en drug link, no, da bi mogoče že malo hitreje dobili, preden pride k nam nazaj v Slovenijo. In naslednja je od COSRX, ne vem, kako se čisto izgovori, tale Aloe Soothing Sun Cream, tudi primerna za vse tipe kože. Kožo lepo še malo pomiri, COSRX se je res potrudil, da naredi prijetno formulacijo. Tako na začetku vidite, da je malo bela, ampak potem to kasneje takoj izgine. Tako res tak prijeten, vlažilen občutek ima. To je tudi ena od možnih kremic, ki jo lahko uporabljate kadarkoli in na vseh tipih kože, kot sem rekla. In pa Supergoop Unseen Sunscreen. Sicer imajo tudi eno glow varianto, ki pač daje ta dodaten lesk na koži, ampak jaz imam kombinirano kožo, meni je tisto dodatno mogoče malo preveč. Mogoče za suho kožo bolj primeren tudi glow sunscreen. Ta je pa Unseen Sunscreen. Ima SPF 30, nažalost pa nima nič povedano o tem, kakšen je zaščitni faktor proti UVA sevanju. Ga ima, ker če ima 30 SPF, potem je tudi nekaj UVA-ja. Na tem morajo očitno še delati, drugače pa taka gelasta tekstura, prosojen, itak iz organskih UV filtrov in je dejansko namenjen temu, da je primer za make-up. Ker ima tako strukturo, torej je 2 v enem, zaščita in primer za make-up in tiste, ki nosite, itak se ne pozna, naredi tak full velvet finish in odličen za nanos make-upa kasneje. Tako da vse tiste, ki obožujete make-up, Supergoop je za vas. Potem pa 2 kremice, ki sta mogoče bolj primerni za suh tip kože. To je Missha All Around Safe Block Essence, ki ima SPF 45, torej visok, in tudi visoko zaščito proti UVA sevanju. Ne pušča belih madežev, lepo se vpije, ampak kot sem rekla, malo preveč nahran kožo. Zdaj za pozimi zame je ok, ampak pol poleti ne vem, če bi jo dala gor. In pa tudi za suho kožo je ta, jaz sem testerja, Facial Moisturizing Lotion od CeraVe, SPF 25. Ful je dober, ker je v bistvu zraven še ful vlažilna krema in če imate suho, dehidrirano kožo, pa za pozimi je tudi meni ful dober. Jaz, ko uporabim testerčke, bom najbrž kupila tudi celo embalažo, čeprav ima SPF samo 25, ampak za vsakodnevno uporabo, pa če večkrat nanesete, pa če še make-up gre čez, je ok, no, ni 30, vem, kaj čemo, mogoče se bojo popravili. In pa zdaj kremice, ki so bolj primerne za kombinirano mastno kožo. To je ena korejska
Korejci se ful zastopijo v te kreme za sončenje. John Make Mermaid Skin Gel UVA ima isto SPF 50 in pa visoko UVA zaščito in je praktično tak gelček. Tako kot piše pač gel, ki takoj izgine na koži in je sem tako kot neka voda. Sem tako kot da date vodo gor. Tako da za neko suho kožo bi mogoče bil premalo, za neko kombinirano mastno normalno kožo je pa okej. Potem je tudi Biore UV, tem sem tudi na svojem Instagramu že govorila. Meni pač vsi ga imajo ful radi, ampak toliko po alkoholu smrdi in alkohol je na drugem mestu v formulaciji, da pač jaz ne premorem tega dajati zjutraj na obraz. Zmoti me, ker si zamislim, kaj jaz zdaj to dajem na obraz. Ima visoko zaščito in tudi UVA zaščito, ampak zame prevelika koncentracija alkohola. Pusti pa, ja, nice feeling, ampak tudi pravijo, da pač, in jaz sem videla tudi, da mene malo bolj izsuši. Jaz je ne bi priporočala. To je moje mnenje. Meni najljubša, zaradi tega, ker v bistvu je 2 v enem in je z mineralnimi filtri, je NIOD Survival 30. Tukaj so mineralni filtri dispergirani v silikonski podlagi in dejansko deluje kot rahel puder in visoka zaščita SPF 30. Tako da zame je to 2 v enem, ker jaz ne uporabljam pudrov, jaz ne uporabljam pač toliko prekrivnosti, niti ne rabim toliko prekrivnosti, samo mačkam, da izenači ten. In je pač neverjetna, meni je ful dobra in jaz sploh ne gledam na njo kakor na kremo za sončenje, ampak kot nek kozmetični produkt, res naredi tak naraven finiš na koži. Tako da veliko je tudi takih krem, ki zaradi tega, ker so mineralne, dodajo še nekaj pigmentov in v bistvu ustvarijo 2 v enem izdelek. Taki izdelki so tudi zelo dobri, zelo popularni in namesto da uporabljate neke BBCC kreme, raje uporabljate SPF zaščitno kremo, ki je obarvana. Tako da to bi bilo to, teh 9 kremic. Katera je vaša najljubša? Ste kakšno že probali? Kar komentirajte, všečkajte video, se subscribajte na moj kanal. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau!